Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in čas je, da na stežaj odpremo vrata naše radijske klepetalnice, v kateri se nam bo danes pridružila Juša Brce. Pedagoginja in defektologinja, ki se je generacije otrok in staršev spominjajo kot srčne učiteljice na osnovni šoli Jela Janežiča. Ljubitelji gledališča pa jo poznamo kot ljubiteljsko igralko, ki je v gledališče zaljubljena od malih nog. S svojim znanjem in ljubeznijo do umetnosti pa že več kot 60 let pušča pečat na gledaliških deskah v njenih rojstnih Poljanah in zdaj tudi na domačem loškem odru. O gledališču, šoli in življenju nasplošno bomo z Jušo klepetali v nadaljevanju. Juša Brce, dober dan in dobrodošli v našem studiu. Kako ste? Dober dan. Lahko bila boljš, če bi bila doma, pa mi ne bilo biti treba tlele. Ja, tako pravite, tudi v gledališču pa se vedno znova radi vračate na oder. Vesela sem, da ste si vzeli čas in prišli k nam na obisk. Jaz obljubim, da bo vsaj toliko fajn kot v gledališču, če ne še boljš. Upam. Zdaj, vi ste ena taka vsestranska ženska, ki je svoje življenje zapisala učiteljskemu poklicu in igralstvu. Pa če začneva kar pri vaši veliki ljubezni, odru in gledališču. Že kot mala deklica ste se veliko časa motali po gledaliških prostorih, gor ste rasli v gledališki igralski družini. Kakšni so vaši spomini na gledališče, na tiste prve obiske? Že od nekdaj, kot otrok, sem bila radovedna, pa rada sodelovala v gledališču, kjer je oče največkrat režiral. Občudovala ljudi, ki se upajo stati na odru pa nekaj povedati. In tudi sami ste kmalu vstopili v njihove vrste. Na začetku ste sodelovali v zakulisju, ne kot čisto mala punčka. Ja, bila sem zadren, smo rekli v Poljanah. In iz tistega časa vam je še ostalo eno besedilo, ne? Besedilo pesmi. Aha, to pa, ko sem prvič sodelovala pri Cvetju v jeseni, sem bila zadren in smo šli v cerkev. In takrat sem se naučila Češčena si Marija. In ta vas še vedno spremlja, ne? Ja, tako znam, ja. Od prvega nastopa, ko ste bili zadren v gledališkem zaodrju, ne, ste potem na oder še večkrat stopili. Veliko ste nastopali tudi kot osnovnošolka v Poljanah. Ja, ne vem na kakšen način, ampak vsi učiteljni takrat so me hoteli imeti na vseh prireditvah, na vseh proslavah in tako naprej. In potem je ta ljubezen do nastopanja ostala? Pa ne vem, če je to sploh ljubezen. Jaz sem kar nastopala, pa je bilo. To je bilo vse. No, po zaključeni osnovni šoli pa vas je pot peljala naprej v srednjo, ampak tokrat ne v gledališke igralske vode. Na učiteljišče ste se odpravili. Kako to, da ste izbrali poklic učiteljice? Slučajno. Še 3 drugi takrat sošolci so šli. Jaz se pa nisem znala odločiti. Oče je sicer hotel, da bi šla za zobarco ali nekaj takega, kaj pa vem. Sem rekla, ne, to pa ne, ker zobozdravniku se pa jaz bojim. Pa so pa oni šli na učiteljišče, pa sem rekla, grem pa še jaz. Bili so pa takrat izpiti za sprejemni na učiteljišče. In med drugim tudi si moral nekaj zapeti. In jaz sem takrat slučajno že igrala v Poljanah eno predstavo Princeska in pastirček. Bila sem ena zoprna guvernanta. To predstavo smo si šli celo ogledati v Šentjakoba v Ljubljano. In tam je bila tudi ena lepa pesem. In tisto pesemco sem jaz na sprejemnem izpitu zapela in navdušeni so bili. In so rekli, super. Nad vami pa niso bili navdušeni samo na sprejemnih izpitih, ampak tudi potem, ko ste že zaključili šolanje. Po končanem učiteljišču naj bi vas pot peljala v Davčo, ampak ste že prej nekaj poučevali tudi na osnovni šoli Jela Janežiča, pa vas je gospod Janežič takrat pregovoril, da ostanete v Škofji Loki. Ne, nič nisem še takrat sodelovala. Bila sem končala učiteljišče, ker sem pa bila štipendistka, je
Jelo Janežič najbrž prišel na občino in pregledal, kdo je končal učiteljišče, in ker je opazil mene in me je poklical, če bi hotela poučevati na njegovi šoli, posebni šoli smo takrat rekli, ne. Ampak pogoj je pa bil, da gremo študirati naprej. In smo izredno študirali tiste 3, ki smo takrat prišli. Tako da smo vsako soboto pa nedeljo šli na predavanje, vmes imeli službo in potem delali izpite in končali za defektologe. Vi ste svojo delovno pot začeli in seveda kot učiteljica, defektologinja tudi zaključili na osnovni šoli Jela Janežiča. Svoje poslanstvo, svojo službeno pot ste posvetili otrokom s posebnimi potrebami. Kako dinamično pa je bilo šolsko delo, ne? Študij, šola, družina, gledališče, verjamem, da je bilo kar pestro. Ja, v tistem času gledališče je bilo za nekaj let malo prekinjeno, ampak je bilo v šoli dosti gledališča. Je bilo treba velikokrat zelo zaigrati. Čeprav moram reči, jaz sem bila neizmerno srečna na tej šoli. Sploh ne vem, na kakšen način sem prišla, kje pa da mi je bilo tako všeč. V prvem dnevu, ko sem stopila v razred, mi je Jelo rekel, to je vaš razred, zaplavite. Sem zaplavala in od takrat sem plavala z veseljem in res srečna bila, da sem jih. Ker sem imela te otroke neizmerno rada. Ne, da se mi smilijo, ampak rada sem jih imela. Ja, menda ste bili kar stroga učiteljica, ki pa je zelo spodbujala njihove potenciale. In kako dragoceno vam je danes to, ko nekdanji učenci, njihovi starši še vedno z veseljem poklepetajo z vami pa obujajo spomine? Joj, neverjetno je to. Zdaj šele pravzaprav doživljam vse tisto, pa razmišljam za nazaj, da so me tudi oni imeli radi. Pa ne samo otroci, ampak tudi starši. Ker zdaj, ko se srečujemo, so mi neverjetno hvaležni. In tudi sami s hvaležnostjo gledate na prehojeno pot, na njihovo družbo. To zdaj razumem. Ko sem bila mlada, pač nisem. Pač sem imela srečo, da sem padla v tako stvar, ki mi je bila všeč, pa ki sem rada delala. In zdaj greste radi tudi na obletnice, ne? Osnovna šola Jela Janežiča je lani praznovala, društvo Sožitje je lani praznovalo. Kako prijetno vam je bilo v njihovi družbi? Zelo. Glih zato, ker vidiš, ker pridejo k tebi, kako so te veseli, kako ti govorijo, Juša, kako si ti fajn, pa gor, pa dol, pa tako. Tako da zdaj verjamem, da so me imeli radi, ker jaz zase vem, da sem jih imela. In ta ljubezen se čuti pravzaprav na vsakem koraku v vašem življenju, tudi v glasbi, ki ste jo izbrali za tole današnje jutro. Eno pavzo si bova privoščili, potem pa šli tja, kjer domujete pravzaprav že več kot 60 let, na gledališki oder. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Z Jušo Brce, Škofjeločanko, poljanskih korenin klepetamo danes in nekaj smo že povedali o vas in vašem učiteljskem, pedagoškem poslanstvu, zdaj pa greva na oder. Umetnost je vaša velika ljubezen, še posebej gledališče. Ste kdaj slučajno vmes pomislili, da bi postali tudi poklicna igralka, glede na to, da vas je oder spremljal že od nekdaj? Jaz nisem to nikoli razmišljala. Me je pa na odru prvič v Poljanah videl Igor Torkar. In on je potem tudi očetu mojemu pomagal zrežirati eno izmed predstav Cvetje v jeseni, kjer sem takrat igrala Meto. Zdaj ne vem zakaj in kako, bil je navdušen in me na vsak način hotel prepričati, da bom šla na igralsko akademijo. Pripravil mi je že tekst, še danes se spomnim, 3 sestre. Sem rekla, Igor, ne bom. Jaz imam službo, mi je lepo, jaz lahko tle igram, ne bom se pa trudila, da bi jaz bila igralka, pa da bi se potem borila. A bom dobila vlogo, a ne bom, sem rekla, ne, tega pa ne. In nisem šla.
Ampak, da ste dobri, pa je potrdil tudi legendarni Polde Bibič, ne, ko ste gostovali z eno od predstav v Ljubljani, pa je dejal, da bi pa z veseljem z vami odigral prizor Cvetje v jeseni. To pa je res, to je pa res rekel. Pa nagovarjala me je tudi Majda Potokarjeva, pa oče njen, ker so imeli gor vikende in so te naše stvari prišli gledati, pa sem rekla ne, to pa ne. Se niste pustili prepričati, da vas odpeljejo v Ljubljano, ne, na domačih odrih pa ste velikokrat stali. Ja, ampak ne pa zato, da bi se jaz, ne. Svojo igralsko pot kot resna odrasla igralka ste začeli leta 1962 pri 17 letih, ko ste prvič odigrali Meto v Cvetju v jeseni. Zdaj gre za eno tako predstavo, do katere pa imamo tu na našem koncu, še posebej v Poljanski dolini in v Poljanah, en tak poseben odnos. Kako ljuba pa je ta predstava vam, glede na to, da ste jo igrali res velikokrat? Ja, igrala sem v tej predstavi tudi različne vloge, ker sem se najbrž malo postarala, pa glih Meta nisem mogla biti več. Sem bila Liza, ne vem, meni je bilo lepo v kakršnikoli vlogi, pa delati v Poljanah. Je ena taka posebna draž oziroma ena taka posebna ljubezen, ne, tale predstava. Tudi zato, ker ste jo večkrat uprizarjali ne samo v gledališču, ampak tudi, ne vem, pred gostilno na Vidmu, pa potem na Poti na Blegoš, ne? Kje vse ste igrali? To je pa na tolikih koncih, da se sploh ne spomnim več. Pa v Škofji Loki, pa v Ljubljani, pa v Šentjakobskem gledališču, pa v mestnem gledališču, pa kaj s tem gor po Gorenjskem, na večjih koncih. Mene to ni nikoli ne zanimalo in se tudi ne spomnim točno, kje smo bili. Vem, da smo bili vse povsod. V Poljanskem gledališču ste pri kar nekaj predstavah sodelovali tudi z očetom Jožetom in bratom Francem. Kako pa je bilo sodelovati z družinskimi člani? Kako zahteven je bil oče kot režiser? Kako je bilo? Tega se tudi spomnim, ne očeta, da bi rekla, da je karkoli bilo. Jaz s bratom je bilo pa zanimivo, ker je bil poglavje zase, pa kaj tudi marsikdaj kaj v špiču. Jaz sem ga mogla pa malo porihtati, pa pokomandirati po Polansko. Menda ste ga enkrat celo za ušesa privlekli na oder, a to drži? Ja, bo držal. V Šentjakobskem gledališču smo gostovali, pa se je zaklepetal dol v garderobi in namesto je prišel na oder. Pa sem vstala na odru, šla od mize in ga šla iskat, pa sem ga pa nazaj. Pa fejs sem ga kregala. Se ga je kaj prijelo kot evropskega cesarja? Ko se mi je opravičeval, pa jokuje. Je rekel, Juška moja, ne bom več tega naredil. In potem res ni, ne? Ne, ni. Se pravi, da je bila to res dobra šola. Zdaj, če smo že pri Poljanskem odru, tam imate najdaljši igralski staž. Pravzaprav Poljanski kulturni dom poznate v vseh njegovih 3 različicah, ne? Tej najnovejši, tisti, ki jo pozna srednja generacija, pa tisti čisto prvi, ki je bila pa na drugi lokaciji. Ja, je bila pa na Kupšušu, se reče, tu je tam gor nad Polanom točno, kot je zdaj spomenik. Gor je bil ta prvi moj nastop. V Cvetju v jeseni? Ja, tam sem bila zadrn že. Pa pol smo tudi šolo, ker sem v nižje razrede še hodila, smo imeli gor razne proslave. Pol je bilo pa to naenkrat konc in potem so naredili za učiteljne stanovanja. Mi smo se pa preselili v dom, ki ga tudi zdaj več ni. Tako, zdaj na mestu starega kulturnega doma v Poljanah stoji nova hiša kulture Medruh Polanci. Tudi na tem odru ste že stali na prvi uradni prireditvi. Kako dobro se vam je zdelo pa, da poljanska kultura tudi naprej živi, tudi v novih prostorih, ki si jih kultura zagotovo zasluži. Ja, krasno je, čeprav so stvari, ki se bojo morale sigurno še dodelati, sploh kar se gledališča samega tiče, drugač pa zelo sem vesela, da so dobili eno tako veliko dvorano, da bojo lahko naredili lepe predstave še v Poljanah.
Poljanski oder ima za vas, rojeno Poljanko, zagotovo en tak poseben čar, kljub temu, da ste zdaj že dolgo vrsto let zapisani loškemu odru. Morda v Poljanah neko dodano vrednost, dodano težo doda tudi domače narečje. A se je težje naučiti besedilo po domače, po polansk ali v knjižni slovenščini? Kaj je večji izziv? S tem nisem imela nobenih problemov. Res pa je, da polansk mogoče malo bolj znam, ampak knjižno slovenščino sem morala pa govoriti v službi. Pa v gledališču v Škofji Loki, če smo igrali v knjižni slovenščini ali pa v pogovornem jeziku, recimo, smo imeli lektorja Ludvika Kalužo in on je točno vedel, kaj me mora popraviti. Niti nisem imela takih problemov s tem. Je bil Ludvik Kaluža zelo strikten in natančen, mojster, še mojster in vsa hvala. Od njega sem se pa res marsikaj naučila, tako da bom že tudi lahko marsikaj pozabila. Ker zdaj skozi bolj spet govorim polansk, ker mi ni treba nič drugače. In prav je tako, ne, narečja se morajo ohranjati. Zdaj, če se morda še malce vrneva v svet umetnosti in vaše mladosti, omenili ste že, ne, da ste radi tudi zapeli, da ste lepo peli. Kar nekaj časa ste tudi peli v zboru RTV Slovenija. Ja, kot pa to veste. Tudi, ja, res je, sem bila v dekliškem pevskem zboru RTV Ljubljana. In kar nekaj pesmi ste posneli? Ja, kar precej smo jih posneli, ampak smo res samo snemali, a ne? Ja, takrat sem hodila na učiteljišče, zadnji letnik, in me je profesorca glasbe poslala na RTV, na izpit, na audicijo in seveda, jaz sem pa šla, kamor so mi rekli, pa sem bila sprejeta in sem pela. Enkrat celo solo. Je bil to poseben občutek, ne, slišati se na radiju, delati na radiju? Pa po mnogih letih sem enkrat spet poslušala en odlomek ene naše pesmi. In ste bili lahko še ponosni nase, ne? Sem rekla, pa tle sem pa jaz pela. Ja. Dirigent je bil pa Miro Kokol. Ja. Pa ne samo, da ste prepevali, tudi plesali ste v folklorni skupini Tine Rožanc. Pa to ni res, vse to veste. Ja, kje ste pa to izvedela? Tam sem se tudi prekrasno počutila. To je bilo v dijaškem domu, so prišli in smo imeli folkloro. Pa bi morali na gostovanje po Jugoslaviji. Se so šli. Samo jaz nisem šla. Zakaj ne? Ker sem imela matematiko cvk, pa nisem smela. In številkami se menda še danes ne razumete najbolje. Pa danes se ne razumem že na marsikaj. Pa bova midve zdajle pri številkah postavili piko, si privoščili še malo glasbe, ki vam je tako zelo ljuba, potem pa skočili še na loški oder in pogledali v prihodnost. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. O igralstvu, poklicu učitelja, glasbi in gledališču klepetamo z Jušo Brce. Prej smo se ustavili pri številkah in matematiki. Z njimi pravite, še vedno niste v najboljših odnosih. Ne. Ker nekaj takih zanimivih zgodb je zaradi matematike ostalo nedorečenih. Tudi na telovadni nastop niste mogli zaradi matematike, ne? Tako, vseh lepih stvari sem bila prikrajšana zaradi matematike. Zato tudi midve danes ne bova prav zelo računali, pa govorili o številkah, kljub temu, da ste lani praznovali okrogli življenjski jubilej, pa da se vam naslednje leto obeta še en jubilej, gledališke igre, 65 let bo že, kar razveseljujete ljudi s svojo igro. Zdaj, če se iz poljanskega gledališča preseliva na loški oder, leta 1965 ste v Škofji Loki začeli sodelovanje s Poldetom Polencem, opernim pevcem. Kako pa je bilo v Nacetovi hiši? Krasno, Peher je bil, Suhih hrušk, pa smo tam imeli bralne vaje pri njemu. Za pravdo in srce, ne? Ja, za pravdo in srce. Na loški oder ste prišli kot narejena igralka.
Tam ste se preizkusili v številnih vlogah, od elegantne malomeščanke, vzvišene domišljavke, naivne sosede, ljubice, receptorke, prijazne gospe, morilke. Kako se je pa preleviti iz Juše, ki je rada poučevala, ki je živela za družino, v neko drugo vlogo, v nek drug jaz, v neko drugo osebnost? Joj, to me vsak sprašuje, ampak jaz popolnoma nič ne vem. Jaz, ko sem dobila tekst, ko so se začele vaje, sem pač padla v to. No, je sigurno, da je režiser povedal, da je dramaturg določene stvari, kakšna naj bi bila, ampak jaz niti nisem razmišljala to. Zaživela sem pa, ko sem obvladala tekst. In učenje teksta je svojevrsten izziv, ne? Ja, sam, ko si mlad, sem se to naučila lepo na vajah, kasneje sem se morala pa še tudi doma Mal ponoviti, zdaj pa tako ne maram več igrati in imam dosti 3 stavke. Je zdaj res to vaš pogoj, da z veseljem pridete v gledališče nastopati, če ni preveč teksta? Tako. Zakaj bi se trudila, zdaj še pa matrala, ker me je zmeri skrbel samo to, kar se igranja tiče, da bom povedala tekst. Za drugo se pa nisem obremenjevala, igrala sem, kakor sem znala in svojo dušo. Vloga je potem zaživela? Ja, ker sem bila pa zelo slaba na bralnih vajah. Nekateri so igrali že kar tako, kot potem nazadnje, jaz pa tega nisem znala včasih, celo kakšne stvari nisem znala prebrati, ker sem preveč mislila, kako bi to povedala, pa je bilo narobe. Tako da je potem z vajo zaživela vloga, prišlo besedilo, pa vseeno dajva reči, če kakšno številkah. Koliko predstav se je nabralo tekom let, pravite, ne veste, pa niti ni pomembno? Ne, slučajno ne vem, ampak tam 60 ali pa še več, ne vem. Kako pa je z besedili, a jih še hranite v omari? Ne, vse sem pred par leti spravila skup, pa sem jih odnesla v gledališče. Za arhiv, ne, da bodo imeli... Ja, karkoli bojo hoteli narediti. Če se dotakneva še nekaj vidnejših predstav, v katerih ste sodelovali, ena taka uspešnica, ki ste jo, če se ne motim, na Loškem odru vi igrali kar 2-krat, je bila predstava Hrup za odrom. Ja, to je bila potem moja predstava, ki je prvič režiral profesionalni režiser. Pa so bili navdušeni in so me potem še naslednja leta. S to predstavo pa niste navdušili samo režiserja pa domačih igralcev, ampak ste z njo nastopili tudi na Borštnikovem srečanju v Mariboru. Ja, točno to. Jaše pa še je bilo navdušenje. Tudi od gor je bil dober odziv. Je bilo kaj več treme, glede na to, da ste res nastopali pred profesionalci na najprestižnejšem pravzaprav gledališkem festivalu? Ne, to pa meni nič ne pomeni. Jaz imam tremo vsakokrat, preden stopim na odra, pa če 2 sedita noter, ali pa ne vem kakšni profesionalci, ali pa ne vem kakorkoli. Mislim, da je treba zaigrati tako, kot je treba, pa tako, kakor znaš, za enega navadnega človeka, za 3 ljudi, če sedijo, ali pa za polne dvorane. To mene ni nič zanimalo. A pa je bilo 20 let kasneje, ko ste na Loškem odru spet igrali Hrup za odrom, kaj drugače ustvarjati, ko ste že poznali predstavo? Ja, se mi zdi, da mi je bila ta prva verzija majčken boljša. Pa ne vem zakaj. Prvega pravijo, ne pozabiš nikoli, ne? Mogoče. Tudi drugi pravijo, da je bilo mogoče majčken drugačno, ampak tam smo pa res uživali. Še ena predstava je pustila močan pečat, Arzenik in stare čipke, odlična kriminalna satira, kjer ste bili taka prijazna stara gospa, po drugi strani pa tako hladnokrvna morilka, da je kar zazeblo. To je bila pa ena najlepših tudi mojih predstav, ampak na žalost sem takrat močno zbolela. In mogoče mi je tudi ta želja, da bi
lahko še naprej igrala, pomagala, da sem se hitreje pobrala z te svoje tragike. Vas je gledališče, pa gledališki prijatelji, gledališka lahko rečeva kar družina, ne, še dodatno spodbujalo pa gor držalo. Ja, moram reči, da res, ker sem se zelo dobro počutila s svojimi soigralci in ko smo se razumeli, res. Lepo je bilo, en drugemu pomagali, nič tekmovali med sabo, lepo smo se imeli. Menda pa ste imeli s soigralko en tak poseben ritual v zaodrju, preden sta šli na oder, da sta se spravili v to sladkobno morilsko vzdušje. Ja, zelo sva se morali truditi, da nisva padle v kakšno trdo kriminalno reč, ampak v veselje, v dobroto in sva skakali tam zadaj, pa se sva delali, da sva se napumpale, sva rekli, v dobroto. Tako, da ste potem na odru zablesteli. Zdaj, kar nekajkrat ste menjali in žanre, in različne vloge, različne karakterje. Menda so vam tudi ljubitelji gledališča včasih kar malo podrobili, ne? Da v kakšni predstavi ste bili pa tako zoprni, da dajte stati malo stran za vsak slučaj. Ja, to me je pa večkrat kdo rekel, če me je naslednji dan ali pa malo kasneje sreču rekel, boš bila tako zoprna, da te gledati ne morem. To je bilo pa pri Mišelovki, takrat je bilo. Tam sem bila tudi ena zoprna guvernanta. Zoprna gospa Boj, ki je imela vse pod kontrolo. Ja. Če sva že pri takih markantnih vlogah, še ena takšnih je tudi vaša. Zanjo pa ste leta 2013 na 9. festivalu komedije v Pekrah prejeli celo nagrado za najboljšo komedijantko. Takrat pa ste bili sicer posesivni, ampak vseeno taki zelo radoživi. Kakšna je bila gospa Banks? Zabavna, tečna gospa. Ja, ampak sem jo zelo rada igrala. Sploh mi pa ni jasno, na kakšen način se jim je zdelo, da je zaslužim za ta naziv komedijantka. Ne vem, to je tako, enemu si všeč, pa se pač odločijo, drugemu pa mogoče nisi. S tem se jaz nisem nikdar obremenjevala. Sem se mislila, če sem ti všeč, prav, če ti pa nisem, pa tvoj problem. Točno tako, ampak komisiji ste bili všeč v Pekrah, vi pa te nagrade res niste pričakovali, ne? Tako da so vas na odru kar nekaj časa čakali, da ste prišli pa klicali, pa le se ugotovimo, da kličejo mene gor, ker mi na kraj pametni prišlo, da bi jaz dobila kakšno nagrado, tudi slučajno, ne. Ker tudi nikoli nisem za to igrala, da bi kaj dobila. Ampak ima pa ta posebno mesto pri vas. Ja, tist moment ima, ampak kasneje, že takoj drug dan si pa začnem jesti. Ma pa kaj se tu, se nite. Enkrat pa če jedni rečejo, detri. Ne vem, ne verjamem jaz tu vsega, kar mi rečejo. No, ampak s svojim delom dokazujete, da to, kar povedo, drži. Poleg že omenjene nagrade za najboljšo komedijantko ste tudi prejemnica nagrade sklada Staneta Severja za najboljšo igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču. Imate Linhartovo plaketo, spominsko plaketo občine Škofja Loka, pa priznanja poljanskih gledališčnikov, še bi lahko naštevali. Zdaj nekaj priznanj visi tudi pri vas na steni. So dragoceni spomini, ne? Je fajn, ko ljudje opazijo, da človek pa vendarle veliko in tudi dobro dela. Ja, kar precej teh stvari mi visi, pa postavljenih. Potem je pa odvisno spet od mene. Če sem take vole, mal pogledam, pa se mislim, pogled, nekaj sem pa le dala ljudem. Drugič pa spet rečem, se to ni, to je kar tako, da sem bila na vrsti, da sem dobila. Odvisno od mojega razpoloženja. No ja, strani gledalcev in igralcev zagotovo več kot zasluženo. Midve si bova zdajle tudi zasluženo privoščili še eno po vašem izboru, potem pa skočili še v režiserske vode in seveda na loški oder o teh dneh, kjer še vedno z velikim veseljem o dobri družbi mladih zaigrate. Tudi v najnovejši predstavi Božič pri Kupjelovih. Sorina radijska klepetalnica na stežaj.
Z Jušo Berce klepetamo o današnjem jutru in ja, zdaj jo bomo spoznali ne le kot pedagoginjo in igralko, ampak tudi kot režiserko predstav za otroke. V gledališču ste radi raziskovali ne samo vlog v predstavah, ampak tudi gledališko delo in z Meto Petrač sta se pred leti lotili tudi režije predstav za otroke. Kako drugače pa je bilo ustvarjati z mladimi, z otroki, pa predvsem za otroke, ki veljajo za zelo zahtevno publiko? Ja, se glih zaradi tega, ker sem mogoče glih majčken imela že opravka z otroki, me je Meta prosila, da bi sodelovala pri tej stvari, da bi kakšno stvar sami zrežirali za razne novoletne predstave, ki so bile takrat za otroke, za prihod Dedka Mraza. Takrat je bilo to začetek zaradi tega, ker so podjetja kupovala, da bi bilo za otroke kakšna predstavca. In pol me je pa Meta prosila, da jaz poiščem tekst, ker malo bolj poznam otroke in tako naprej. In to je bila moja naloga. Pol me je, da sem malo igro jih učila, da sem malo pomagala. Staro je pa vse Meta naredila, ne? Ja, lepo je bilo delati, ampak meni nič novega, jaz sem bila zmeri med mladimi. Z Meto ste bili en tak ustvarjalni tandem, ne? Ja. Vi po tisti pedagoški plati in igri, Meta pa sceno in organizacijo. Vse. Res sva dobro delali skupaj, res. In tudi že v tistem času, ko so bile razna tekmovanja po celi Sloveniji, sva kar dosegali dober uspeh. No in tisto, kar je zagotovo vaš največji uspeh, je tudi lepo število mladih igralcev tiste generacije, ki so zdaj postali prepoznavna imena loškega odra. Ja. Matej Čujovič, Jan Bartoncel, Gašper Muren, Martin Lunder. Ja. Vsi te fantje pravijo, da se z veseljem spominjajo tega obdobja, da so se veliko naučili. Čeprav sem bila malo tečna včasih najbrž. Ja no, neki so se pa mogoče tudi res naučili od mene, a ne? No in če smo že pri igralcih loškega odra, kar nekaj let ste že del igralske ekipe, seveda spremljate tudi razvoj mladih igralcev. Kako ponosni pa ste na vse te fante, na vsa ta dekleta, ki so zrasli v igralce, ki puščajo pečat v gledališču, ki pravzaprav pobirajo nagrade na vseh festivalih, na katerih se prikažejo. Ja, zares so dobri, zares. In sem tako ponosna na ne, da bolj ne morem biti, pa si mislim, joj, kaj ste vi pridni, kaj delate vse to. Zdaj ste pa res že skoraj kot profesionalci, če ne včasih še celo boljši nekateri. Res. In sem zelo, zelo vesela pa srečna, da so taki zrasli gor. Pa da imajo toliko mladih, zdaj novih, pa da je v gledališču začela tudi delati sekcija za mladinske predstave, ne samo tiste otroške, kot so bile včasih. Res sem vesela, da tako lepo napredujejo in vidim zdaj, ko sem prišla spet nazaj nekaj časa, da so zelo prijetni, pa pridni, pa delajo. Zdaj loški oder ima eno tako, lahko rečeva, specifiko, da povezuje res mlade igralce z tistimi izkušenimi, eno tako medgeneracijsko družino pravzaprav predstavljate. Kako dobro se razumete med seboj? Joj, ko me je Matija klical, da bi prišla spet igrati, je bilo prva skrb tekst, druga skrb pa, kako me bo sprejel, kaj ta stara kluka, jaz si rečem takole, bo prišla zdaj pa vtlele neki. Ampak, ko me je Matija tukaj prosil, sem pač šla. Zdaj sem pa tako presenečena, pa tako se lepo počutim med njimi, ker so me zares lepo sprejeli. Zdaj, če so me sprejeli, pa da kažejo, da me imajo radi, so dobri igralci, ali je pa to res? Zdaj pa jaz od mene odvisen, kaj bom verjela. Ja, če vprašate mene, glede na vse pohvalne besede, ki sem jih o vas slišala, vas imajo iskreno radi in so vedno veseli vaše družbe, pa tudi tega, da znate v zaodrju poskrbeti, ne, da se pred predstavo sprostite. Kakšno spustim ven, da se smejejo pa tako, ampak to mogoče tudi zaradi tega, ker je meni naroden, ker imam jaz tremo ali kaj, ne vem, kaj počnem. Se jaz niti ne vem, to oni pravijo. Drugače pa je zase, vem, da zmeri
Rečem, pa kaj je to meni treba? Namesto da je bila doma, lepo sedela pri televiziji, pa gledala ali pa karkoli drugega počela. Ampak ima gledališče eno moč, ne, da vas vedno znova pelje nazaj. Tudi pri zadnji predstavi Loškega odra Božič pri Kupjelovih ste z veseljem sprejeli izziv, pa se pridružili ekipi. Ja, z veseljem zato, ker mi je obljubil, da bom imela res malo teksta. Ampak drugače sem pa imela strah, no se pravim, kako me bo sprejel. Ampak zdaj se krasno počutim z njimi. Če sva že pri zadnji vaši gledališki uprizoritvi, Božič pri Kupjelovih trenutno še vedno igrate. Za vse tiste, ki morda predstave ne poznajo, pa bi si jo še želeli ogledati, o čem predstava pravzaprav pripoveduje? O Božiču v družinskem krogu, kar se pa dogaja povsod marsikaj. Gledat ne pridejo. Tako pa bo... Če zaradi drugega, ne zaradi mene, da bojo videli, da imam krasno vlogo. Da še znate, da zmorete in da kjer je volja, se vedno najde tudi pot z domačega kavča na Loški oder, ne? Ja. No in če zdaj letale najin klepet zaključiva s pogledom vnaprej, česa si pravzaprav kot ljubiteljska igralka, ki je velik del svojega življenja posvetila odru in gledališču, danes želite tako za Poljanski kot Loški oder? Ja, želim si, da bi imeli človeka, ki bi jih spodbudil, da bi še naprej igrali, kar je tale naš dohter, kar dober, a ne? Andrej Šubic. Andrej Šubic. Upam, da ne bo prenehal s tem. Da bo oder v Poljanah zaživel. V Škofji Loki pa... Pa tudi. Tako, naj fantje in dekleta še naprej ustvarjajo, vi pa se jim boste z malo teksta z veseljem še pridružili na odru. Ja, to ne vem glih, ampak če bom le lahko, bom prišla saj gledat. Radi zahajate v gledališče, ko imate čas? Ja, včasih sem hodila veliko v Ljubljano, sem imela abonma in v gledališčih in v operi, zdaj pa malo manj. Ampak še vedno pa ostaja umetnost, tista vaša ljubezen, ki vam daje poleg družine, vnukov tudi energijo za življenje oziroma za tiste lepe trenutke. Ja, bože držal, pravijo Poljanci. Draga Juša, naj bo še dolgo tako, naj vas ustvarjanje, umetnost, glasba, ljubezen, prijatelji in domači gor držijo in jaz vam iskreno želim, da se boste še dolgo spraševali, kaj mi je tega treba. Res je, hvala lepa. Ampak preživela pa sem. Tudi današnji intervju, čeprav ne radi takole govorite o svojem delu, ampak imate kaj povedati in hvaležni smo, da ste te zgodbe delili z nami. Vse dobro še enkrat in verjamem, da še kdaj nas videnje tudi takole pred mikrofonom. Ja, ne vem. Hvala vam.